Živijo. Jaz sem Janin, tole pa Jan Slivnik, ki ga že poznamo, ker smo ga zadnjič enkrat že srečali. Živijo. No, živijo, zdravo. O čem se bomo danes pogovarjali? Ti imaš precej, kje so tvoje glavne točke pravzaprav na zemlji? Se pravi, Evropo si precej obdelal, ne? Mislim precej, jaz bom rekel bolj tale naš del, ajde. In sicer kakšni tele točki Sicilija, Malta, Španija sem bil že na kar parih koncih, tudi klele Kanarski otoki, no. Potem na jugu Italije, Apulija, okrog nas, mislim, tele severne državce se nisem še nekje baš polotil, no, imam jaz zmeri rejš malo tak bolj topel zrak pa plažice in ostalo. Drugač pa, ja, Egipt, Tunizija, Saudska Arabija, Katar, Bahrajn, kaj imamo še klele, ne, v Maroku pa še nisem bil, Tanzanija, Zanzibar, kaj je zraven, potem v Srednja Amerika, Nikaragva, Kostarika, Panama, potem Puerto Rico, klele sem bil v Massachusettsu, ne, tak je toček, dol New York, Washington, Florida, načeloma take zadevce. Od sever do juga, recimo do Floride, tu si šel z avtomobili ali z avioni? Ne, vse sem z letalom. Z letalom. Tako. Drugač pa lansko leto sem bil prvič v Aziji in sem Indonezijo šel delati, ne čist, ampak poleti. Bilo zelo fajn. Ne, konec septembra. So bila 4-3 tedne. Tisti, ki ne veste tega, Indonezija na južni polobli in je po zimi poletje. Ja, ampak ne, je bil zelo dober experience, tako da moram še v Azijo. Sem se pa zelo dolg časa nekako malo je hotel izogibati in sem bolj, bom rekel, tale latinski svet hotel delati, no. Tako da, ja, imam še en kup za prepotovati, no, ampak ja. Kako se pa kaj znašel po svetu? Verjetno angleško govoriš, še kakšen drug jezik? Ne, večino kar angleščina in tudi komunikacija. Zdaj zadnje čase se učim pač španščino, se pravi delam na moji španščini, bom rekel. In imam tudi željo pač nekoč pač po španski se čisto normalno zgovarjati. Če si bil v Srednji Ameriki, si kaj telovadil, če niso razumeli angleško? Ja, bom čisto iskren povedal, lansko leto sem prvič se sploh spoznal španščino, da bi jo mogel nekako uporabljati v praksi, ne. In sem ja čim več probal od tega, drugače po angleško, ampak se da s tistimi, ki pa res ne znajo, ajde, osnovne stvari se znam brez problema zmeniti, bom rekel. Drugače pa obstajajo tudi te Google Translate pa take zadeve, ki čisto normalno, ki čisto fajn funkcionirajo. A se pravi pa kdaj s tistim translatom, ki ti zvočno prevaja tisto, kar se pogovarjaš? Tudi sem probal, ampak če je res treba, tisto uporabam, drugače pa dostikrat tako slabo prevede, da pač, ja, ne poznam. Ali pa najslabše tako, to bom rekel, kad nekomu daš, da govori noter v telefon in pa je pol minute govori, ali pa hoče 1 minuto govoriti in je toliko preveč teksta, da itak pa na koncu nič ne veš sploh kaj povedati, tako da, ja, ni zmeri najboljše. Ja, praviš, da je ena od tvojih priljubljenih destinacij na Arabskem polotoku. Kam pa greš pa ponavadi? Res je, zdaj bolj par let nazaj, ko sem začel mečkam bolj sam potovati, pa to sem zelo rad hodil v tele arabske države, ja. In sicer ena izmed res unikatnih je bila, dobro, prej smo v Egipt hodili, pa Tunizija, tako kot sem omenil, bil sem tudi v Izraelu, no sicer, tudi smo šli s kolegi, 2020 je bilo, ja. In naslednja je bila pa takoj Saudska Arabija, ne. Tam je bilo še tokenih poznanih stvari ali pa na internetu ponavadi, ko narediš malo research, kaj se kaj dogaja. Nisem najdel nekih konkretnih informacij, kar se turizma tiče. In ja, 2023 sem se z bratom takrat odločil, da greva čez 1. maj za en teden pač dol malo pogledati, kakšna je situacija. Treba je bilo vizo plačati in to je bilo tudi vse. Zelo enostaven, karte so bile pa 40 € povratne za tistih 6 ur let. 40? Kar je ekstremno. Odhod poceni karte. Iz Benetk pa do Saudske Arabije, do Rija, do glavnega mesta. Ja. Tako da, ja, Kjera letalska družba? Wizz Air. Zdaj niso več toliko poceni, pa tudi po moje so celo skenslala, če sem malo prav gledal iz Benetk, da zdaj sam še z Dunaj leti, v glavnem skozi malo spreminjajo.
Kdo je to financiral, ne vem, mogoče Saudska Arabija, ki hoče malo več turizma pritegniti. V glavnem, ja, v 2019 so tam fulejnih restrikcij upustili in se je za turizem nekako država odprla. In nisem niti vedel, kaj za pričakovati, ne. Tako da mi smo dal prišla v glavno mesto Rijad, malo so si šla stvari okrog pogledati, čist drug svet, mislim, jaz sem bil fasciniran, koliko imajo čez to, v samem glavnem mestu, ful velik, nekako kar futuristično mesto, bom rekel, in vsi ljudje isto oblečeni. Tako da moški tiste bele halje, te tobe, ki so imeli, ženske pa pač črne, pa večina dosti zamaskiranih. Kaj pa jezik? Ja, jezik v Rijadu govorijo kar angleško, mislim, ne vsi, ampak se kar trudijo. No. Zdaj, ko greš pa nekam ven, jih pa težko dobiš, da recimo angleščino govorijo. Tako da takrat so midva rekla, da greva zraven še v Bahrajn, ki je v bistvu tam na vzhodnem delu Saudske Arabije, to je ena otoška državca, in so se do tja peljala z avtobusom, public busom, in sva še tam malo šla za par dni raziskati. No, ti se bila bolj na kratko. Pa sem se pa odločil, glede na to, da ti viza traja pač 1 leto, da grem še enkrat obiskat, ker se mi bilo res všeč in da je še toliko za raziskati. In vizo si dobil online? ja, viza je online, se dajo vse online application, pač Drago? polnih stvari, 130 €, vsaj takrat je bila, ja, tako da za 1 let ti velja. In sem se odločil na koncu, da sva še enkrat z bratom, kolegom pa s punco mojo, smo šli pač spet na en izlet, midva s punco sva podaljšala pa za 14 dni vse skupaj, no. In smo naredili dosti podobno iz Rijada, se pravi, ki je direkt na sredini tega arabskega polotoka. Pa imaš kar 4-5 ur do Bahrajna, se pravi, do te državice, dol smo šli pa do Katarja. Ceste so v redu? Ceste so kar v redu, ja, solidne. To ste vzeli, v Rijadu ste vzeli avto? Mi smo kar rent-a-car vzeli, ja. Tako da pa smo pa šli dol do Katarja, do Dohe, v glavnem smo bili 2-3 noči tam. Midva sva pa letela pa čisto na drugo stran Saudske Arabije, tam, kaj jaz še nisem bil, v Džedo, se pravi čisto zraven tega Rdečega morja, nasproti Egipta dobesedno. No ja, in tam sva spet rentala avto in šla pa čisto nekako drugo pot, ne. Tam sva prišla do tegale, do z nočnim busom, se res, to sem čisto pozabil. 14 ur sva se po mojem pač vozila, ker je kar delač, ker je nekaj tam. A letalske notranje so poceni? Drugače so kar poceni, ja, dobiš solidno, ampak takrat se nam je najbolj šlo že zaradi tega, kako tam potuješ, da greš pač z avto, ne. Tako da sva šla do gor, to je čisto na meji z, kaj je tam, Jordanija gora, ne. Tabuk, sva letela na Tabuk in iz Tabuka sva vzela avto in šla do Alule, ne. To je zdaj ena slikca, klele recimo iz Alule. Po mojem najbolj, da kar kakšno slikco pokažem zdajle. Ja, tole zgleda.